Dobrodošli v oddaji Eksistenca in esenca. Danes bomo govorili o talentih in nadarjenosti. Beseda je tvoja. Že prejšnjič sem povedal, da je izobrazba brez omike zverinstvo in da je zgolj olika brez izobrazbe ponavadi vlizljivi karierizem in celo, kot pravijo, biciklizem. Se pravi, da navzdol pritiska, navzgor pa je sklonjen hrbet. To govorim zato, ker sem že kot otrok bil izredno nadarjen za jezike in filozofije in duhovernost in za kulturne ali umetniško ustvarjalne potencijale. To je človeku dano v zibelko. Orator fit, poeta nascitur, orator fit. Kaj to pomeni? Izredno sposobni ljudje niso vedno uspešni. In za uspeh si morajo priboriti svoj prostor pod soncem. Kajti večina je taka, celo v državah in šolstvu, šolskem sistemu, da onemogoča ustvarjalno mišljenje in zahteva pač utečene poti. Enako tudi cerkveno, seveda. Kaj pomeni torej genij? Genij pomeni vodnik mišljenja in ustvarjalne volje. In posebno strast, kjer se človek popolnoma posveti svojemu poslu. Vzemi primer v glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta in druge genije. Vzemi v slikarstvu Picassa ali Vincenta van Gogha, Paula Gauguina in druge. Vzemi v literaturi od Prešerna, Levstika, Cankarja in drugih, Stritarja, vse do današnjih dni, ko moramo pretrpeti nekatere stvari, stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Ali kako biti hočeš pojet, ak ti pretežko je v prsih nositi ali pekel ali ne bo. Skratka, genialnost je stvar, ki se že v otroštvu, po mojem, kaže kot nadarjenost, čeprav večkrat tudi prikrito. Tudi v znanostih, naravoslovnih znanostih ali v matematiki, šahu, se kaže ta genialnost, ko vzemimo otrok, premaga v šahu matera velemojstre. Ne bom imen preveč omenil. Sam sem bil nek drug človek, kadar sem ustvarjal in sem še danes. In včasih, ko berem, kar sem jaz napisal, se čudim samemu sebi, ali sem to res jaz, ali sem to jaz, Vladimir Gajšek, ki je to napisal, ali ni to neki drugi duh, kot absolutni duh ustvarjalnosti, ki je nad politiko. In vidiš, tukaj se pa zdaj pokaže osnovna prevesica odnosa ustvarjalca do politike in države in občine. Ko je, vzemimo, Wolfgang Amadeus Mozart kot mulc imel koncert v nekem mestu, je pisal mami: draga mamica, včeraj sem imel svoj koncert. Župan je pa rekel: mi smo priredili koncert, nič nismo mi, napiše mamici Wolfgang Amadeus Mozart, ampak jaz sem imel koncert, jaz sem bil tisti, ki sem igral na špinet oziroma na klavir. Podobno je tudi celo z naročeno umetnostjo, vzemimo v sakralni umetnosti, opremati cerkva. Včasih je bil likovni dosežek v umetnostih obrt. Vzemimo Da Vinci in drugi renesančni slikarji in kiparji so bili visoki obrtniki. Toda po tehniki so bili umetniki.
njihove prigode, življenjske prigode pričajo, kako so uspevali. Vzemimo Bonaparte, vzemimo graditelju Petrove cerkve v Rimu, je papež Julij II. Na grbi zlomil celo tiaro, ker pač ni mogel Michelangelo v določenem roku končati te stavbe oziroma kupole te cerkve. Skratka, po svoje vsak genij se tudi žrtvuje. S tem pa nočem reči, da ne bi bili vsi ljudje za kaj sposobni. Seveda so. Imaš kuharsko umetnost, kjer so enkratni dosežki, gurmana. Tudi drugod, vsak posel, ki ga opraviš z veseljem in z ljubeznijo, je po svoje izraz nadarjenosti in potrditev osebnosti. Kajti za to gre. Gre za osebnost, ne gre za neko splošno družbeno, politično usmerjenost. Čeprav seveda naklonjenost politike določa določeno smer tudi v umetnostih, kar je bilo razvidno v socialistični revoluciji bolševizma v Rusiji, ko so umetniki bili vsi podrejeni komunistični partiji in so lahko v imenu komunistične partije delovali. Tako je primer politični komisar za kulturo Lunačarski vprašal Marka Šagala, ki je naslikal zeleno kravo, ta pa je imela v trebuhu rdeče tele. Kaj to pomeni? Taka čudna slika. Krava zelena, tele rdečo. Na kar mu Mark Šagal odgovori, se ve, kaj ti ni jasno, Lunačarski. Krava je država in revolucija je pa ta partija, je pa tele. Aha, je rekel Lunačarski, drži. Poleg tega pa smo tudi, vsaj za umetnost, bila umetniki, besedni umetniki, ponavadi tudi boemi. Pravi pesnik bo vedno bojem, brez skrbi, bo vedno svobodnega duha in ne bo podležen celo nekaterim materialnim in socialnim in moralnim strukturam, ki da ga določajo, kar seveda počnejo pedagogi, ki določajo, da samo to določa osebnost človeka. Primer, sam sem v šoli seveda odgovarjal šolsko, medtem ko privatno doma sem pa slikal, prevajal, se učil nenehno, se pravi dan in noč, sem bral tudi težke tekste, ki so bili drugim možganom skoraj nedostopni. Meni so se pa vzeli povsem jasni. No in v tem sem se razlikoval od drugih. Seveda pa nisem tak na vseh področjih. Jaz sem bil samo na področju slikarstva in pa seveda zlasti poezije in eseja in proze. Ustvarjalno. Še nekaj. Socializem je uveljavljal tako imenovano ljudsko umetnost in amaterizem. In tu se je pokazalo potem, da so ljudske množice začele slikati, pisati in tako dalje. Vse po eni strani je dobro, da so tudi pevski zbori, v Sloveniji imamo vsaj 105, prav tako godbena pihala in podobno. Toda drugo je pa spet klasična glasba ali pa jazz, seveda. Tu moraš biti tudi genijalen, da lahko ustvarjalno delaš. In mislim, za razliko od mnogih, ki trdijo drugače, da je tudi umetnost vedno čisto nasprotje športa. Kajti v športu je rezultat viden takoj. V vsakem športu, ki je tekmovalna zadeva. Od smučarjev do boksarjev. Kakor kdo koga premaga.
V umetnosti je pa ravno narobe. Umetnik ne bo tekel po stezi okrog in okrog, ne bo šprintal, ampak bo šel kar čez igrišče do cilja. In najde skratka bližnjico, ki seveda v športu niti po naključju ni dovoljena, kajti tam so pravila drugačna. Nekateri, ki danes ogromno služijo športom, pa hočejo tudi šport proglasiti za umetniško dejavnost. Mislim, da nimajo prav. Dan današnja zgodba umetne inteligence nam nalaga, da svojo umetnost gradimo iz sebe. Se pravi, mi imamo tudi jezik v sebi. To je stvar duha, to ni stvar inteligence, zgolj inteligence. In res je, da vzemimo, v šoli smo imeli algoritmske tablice, Brigsovi logaritmi, in smo se mučili in težko računali in se bali, da se nismo kje zmotili. Medtem ko danes na kalkulatorju pritisneš samo gumb in ugotoviš, koliko je, vzemimo, sinus, kosinus, tangens ali kakšna druga enačba. Skratka, tukaj je mogoče inteligenca, ki je seveda 100.000-krat hitrejša od človeškega reševanja problema. V umetnosti pa ni tega. Sem bil tudi med prvimi, bom dal kot primer anekdoto, ki sem pisal o računalnikih. Pisal sem o računalniku Zuse Z23. V ta računalnik so vstavili Goethejeve pesmi v Nemčiji in potem je on, ta računalnik, predelal te pesmi na ta način, da je proizvedel neke čudne, bi rekel danes, kot surrealistične besede in zveze, besedne zveze, ki pa seveda niso umetnost, enako slikarstvo. Računalnik ne more nikoli naslikati tega, kar je doživeto naslikal Picasso, kar je naslikal Da Vinci ali Picasso, ali kar je, vzemimo, Michelangelo upodobil kot Pietà. Skratka, umetnost ima svoje zakonitosti, ki so nad politiko. To trdim tudi zato, ker smo imeli socrealizem, to se pravi, ko je bilo ljudsko ustvarjanje ali pisanje romanov kot na tekočem traku. In seveda vsa ta dela so bila vedno nagrajena. Knjige, zdaj avtorjev ne bom omenil posebej, nomina sunt odiosa. Avtorji so izdajali svoje knjige kot na tekočem traku in potem so za nagrado take knjige poklanjali, vzemimo, ženicam kot delovnim herojem, brigadirjem, v tovarnah delavcem in podobno. Seveda je vprašanje, če je kdo take knjige sploh bral, vseh nihče ni hotel brati. Prodor tega lopatarstva in kramparstva se je zgodil potem z moderno, s tako imenovano moderno umetnostjo, ki je prinesla svoje. Danes je seveda spet druga težava v tem, da Prešernovo nagrado prejme v znesku 7.000 evrov menda smrekarca, ki ni niti malo nerodno, da doji javno kuzlico. To se pravi, to je sodomija, to je bolezen. Po drugi plati imaš pa tudi rejvanje, ko vzemimo, namesto da bi peli, govorijo. In v tem primeru, ko govorijo, namesto da bi peli, se tudi kaže, to so tako imenovani rejparji, strašno bogati,
Neki črnec West v Ameriki je milijonar, sicer sin univerzitetnih profesorjev, je pa ponavadi kot prava baraba, brez obzirna. In svojo punco hodi okrog, kot da je sužnja, in ta punca hodi celo ponavadi naga. In je celo z njo poročen, zdaj pa spet ločen. In seveda, tukaj so seveda paparaci, ki to snemajo. En od največjih dosežkov je pa filmska umetnost. Ta novi izraz umetnosti je čudovit. Sem velik pristaš filmske umetnosti, zlasti seveda od umetniških filmov, ki človeka in množice navdušujejo vsak v svojem veku. Tu bi še omenil sakralno umetnost, ki je, vzemimo, v cerkvah, dediščina, kulturna dediščina, in tudi cerkve so posebej kulturna dediščina, če se ne moreš nadomestiti z ničemer. Tudi sodobno arhitekturo ne. Ampak se sodobna arhitektura pojavlja sama zase posebej. Ni v sklopu kakšne sakralne umetnosti. S čimer pa seveda ne trdim, da bi bila ta moderna umetnost kaj manj vredna, narobe. Seveda je zelo vredna, ampak tu so tudi množice delovnih ljudi, ki so dobili svoje stanovanjske bloke. Skratka, kot vidiš, celota odnosov je taka, da se genialnost potrjuje vedno in samo osebno. Kjer ni osebnosti, ni umetnosti. Res pa je, da imaš tudi potrjeno preveč osebnosti, kar je bilo vidno v fašizmu, ko so se hvaličili svojim realizmom, enako tudi v sovjetski umetnosti, kjer so pa hvalili predvsem partijske delavce, umetnike. Enako celo pri nas. Skratka, genij ali nadpovprečno talentiran človek se mora sprijazniti s tem, kar je že Prešern povedal: kdo zna noč temno razjasniti, kitare duha, kdo ve kragulje odgnati, ki kljuje srce, od zore do mraka, od mraka do dne. Skratka, ta tragična struktura eksistence je vedno nekje ubiti bivajočega v osnovi svoje ustvarjalne volje. In brez ustvarjalne volje ni strasti, brez strasti pa tudi ni nobenega umetniškega dela.